iskreno. Ena najbolj utrjujočih fraz osebne rasti mi je: to, kar vidiš v meni, je samo ogledalo tebe. A lahko, prosim, za trenutek nehamo uporabljati duhovnost kot izgovor za pomanjkanje odgovornosti? Ker ne, če nam gre nekdo na živce zato, ker manipulira z drugimi, ker ponižuje druge, ker laže ali pa se obnaša nespoštljivo do drugih, to ne pomeni avtomatsko, da imamo mi, tisti, ki to opazimo, neke nepredelane podzavestne vzorce. Včasih to pomeni samo eno, da imamo zdravo sposobnost prepoznati, ko je nekdo pač enostavno kreten. In najbolj fascinantno pri vsem tem je to, da ljudje, ki najmanj pogledajo vase, so tisti, ki najhitreje rečejo: ej, to več pove o tebi kot o meni. Pa ne govorim o tistih zlobnih komentarjih na Facebooku. Ne, včasih pove to zelo veliko o tebi, tistemu, ki izvaja tako obnašanje. Ker razsvetljenost ni to, da nikoli ne naredimo nič narobe. Razsvetljenost je v bistvu sposobnost, da zmoremo slišati: ej, tole me je pa zabolelo, kar si ravnokar naredil. In da se ob tem, ko to slišimo, ne sesujemo. Osebna rast ni: vsi, ki opazijo moje vedenje, so strigirani samo zato, ker imajo oni nerazčiščene podzavestne vzorce. Osebna rast je, ko rečemo: zakaj isti ljudje ob meni čutijo isto stvar? Ali pa zakaj moje besede pustijo enak pečat pri različnih ljudeh? Ali pa zakaj ljudje ob meni vedno znova doživijo eno in isto bolečino? In veš, kaj mi je ob tem še toliko bolj zanimivo? Ko ljudje zelo dobro vedo, kakšna je recimo neka ta oseba, ko jih drugi recimo večkrat opozorijo na obnašanje neke te osebe, ko te ljudje vidijo manipulacijo, ko vidijo nespoštovanje, ko vidijo egoizem ali pa škodo, ki jo ta oseba povzroča drugim, pa vseeno rečejo: ja, pa sej veš, drugače je on v bistvu ful v redu oseba ali pa ona, ja, pa sej ona ima v bistvu ful dobrih nekih drugih lastnostih, ali pa tam je še najljubša: sej vem, kakšna je do drugih, od katerih nima korist, ampak do mene ni taka. In mogoče bom tukaj malo bolj direktna in iskrena, ker zadnje čase je to moja go-to. Ker če toleriramo tako vedenje, za katerega vidimo, da uničuje druge ljudi ali pa da ponižuje druge ljudi, in če to toleriramo in če to podpiramo, potem iskreno nisi tako drugačen od človeka, ki to vedenje povzroča. Ker molk je podpora, toleranca je sodelovanje. In ne, to ni visoka vibracija, to ni neka brezpogojna ljubezen, to je pomanjkanje poguma, pomanjkanje jajc, da bi nekomu pogledali v oči in rekli: ej, sorry, to, kar si naredila ali pa naredil, ni okej. Ker ja, včasih je trigger ogledalo, se strinjam, včasih pa je red flag ali pa rdeča zastava. In samo rdeča zastava. Tako da, malo v razmislek.